tekaški winteršportu. V tem filmčku bomo govorili o tekmovalnih tekaških copatih. Med temi tekaškimi copati, ki jim lahko rečemo, da so tekmovalni, ki so v bistvu malo bolj minimalistični v primerjavi z klasičnimi, bolj oblezinjenimi tekaškimi copati, lahko izberemo med temi, ki smo jih dali tle na mizo. Gre torej za lažje tekaške copate, ki imajo nekoliko manj debel podplat, so zaradi tega, ker imajo tanjši podplat in bolj čvrst podplat, so tudi bolj pri odrivu, ko končujemo odriv, bolj čvrsti in nam omogočajo dejansko hitrejši tek. Lahkota tekaškega copata, ki je v primerjavi, če primerjamo tekmovalne modele z temi klasičnimi tekaškimi copati, se razlikuje nekje do 100 gramov, mogoče včasih celo več, tudi do 150 gramov so tekmovalni modeli lažji. To pri počasnem teku sploh ne igra pomembne vloge, ampak hitreje ko tečemo, bolj čutimo to razliko, ki jo imamo na nogi, razliko v teži tekaških copat. Tukaj imam tekmovalne modele, ampak med njimi je pomembna razlika. Tele 4 modeli so na notranji strani brez učvrstitve in so bolj kot ne primerni za tekače, ki nimajo izrazitejšega nagibanja gležnja navznoter. Medtem ko sem tukaj na to stran dal tekaške copate, ki imajo na notranji strani nekoliko učvrščen podplat in so primerni za tekače z nekoliko izrazitejšim nagibom gležnja navznoter, se pravi kot za pronatorje, če tako se izrazim. Lastnost teh tekmovalnih modelov je tudi v tem, da je naklon peta prsti, se pravi višinska razlika med peto in prsti, zmanjšan. Nekje okrog 4 mm imajo te modeli, do 6 mm je peta višja od prstnega dela. Potem je dobro vedeti, da so dejansko te tekaški copati eni ožji, drugi širši. Med ožjimi prav gotovo spada model Adizero Boost, tale model Salomon Sonic Pro, če ga uvrščamo, in tudi Asics je dokaj ozek. Medtem ko med nekoliko širšimi modeli je pa najbolj se je pokazal kot širok od Nike Lunar Tempo v tem delu, pol je Brooks Racer tudi dokaj širok in ta dva modela, Lunch od Brooksa in od Sauconija model Kinvara. Dodatno nas morda lahko zanima tudi mehkoba podplata. Med najbolj mehkimi v podplatu se je pokazal Saucony Kinvara in tudi od Brooksa Lunch model je precej mehek. Medtem ko so ostali modeli kar precej čvrsti po celem podplatu, tale Lunar Tempo mogoče malo manj, ampak prav gotovo so pa te od Asicsa in Adidasa, čeprav je mehek, ampak v odrivu je zelo trd, tako da da močen odriv. Za zelo hitre tekače prav gotovo zelo dobro. Lažji, ko smo, bolj lahko izberamo tudi copate, ki so na ta način narejeni. Takšne copate, tekaške copate, ne izbirajo tekači, ki res lahko hitro tečejo, ki so učvrščeni, ki so izkušeni tekači. Želim nam dobro izbiro in hiter tek!